Prav zato je stečajni upravitelj takoj po koncu neuspele dražbe poudaril, da se bodo glede na položaj družbe odločili za ponovno javno dražbo. Cena bo zagotovo nižja od današnje. Verjetno se bo gibala tam nekje, bom rekel, okrog 70-80% zdajšnje sklicane cene, vendar ne damo roke v ogenj, da se bom tako tudi odločil. Ob tem pa je potrebno povedati, da bo bodoči kupec ob kupnini moral prevzeti tudi hipoteko nove KBM in terjatve. Je obremenjeno potem tudi z kreditom iz strani Prevent Globala, ki se giblje tam v višini okrog 2 milijona evrov in na katerega mora seveda računati, da ga bo povrnil. Dražbe pa se je udeležil tudi direktor mariborskega aerodroma, saj si želi, da bi čim prej dobili novega lastnika, denarja za potrebna dodatna vlaganja namreč ni. Sicer pa računa, da bo preteklo poslovno leto zaključil z dobičkom. Letališče je imelo za okoli pol milijona evrov rednih prihodkov. Regija si želi lastnika, ki bi letališče na nek način razvil, se pravi v smislu rednih linij in lastnika, ki bi bil pripravljen tudi nekaj sredstev v to zadevo vložiti. Pravo presenečenje pa je sledilo po koncu dražbe. V prostore Preventa Globala je namreč prišel tudi prvi mož Golden Aira, ki je konec lanskega leta po tednu dni neslavno ukinil redno povezavo Maribor-London. Nekaterim potnikom pa še danes niso vrnili plačanih vozovnic. Še večje dolgove naj bi po neuradnih podatkih pustili v Avstriji in v Londonu. Letališče Maribor je bilo ustanovljeno leta 1976. Pravega razcveta ni doživelo, zadnja leta pa je promet povsem zamrl. Ne le, da se je neslavno končala zgodba z Golden Airom in njihovo redno povezavo med Mariborom in Londonom. Vedno bolj se odmika tudi dokončanje prenove letališke infrastrukture. Po odločitvi Ministrstva za promet se bodo po neuspeli oddaji del za dokončanje zdaj pogajali neposredno s posameznimi ponudniki. Letališče je preveč pomembno za razvoj regije, da ne bi bili aktivni, je prepričan Franc Kangler, zato bo v najkrajšem času sklical župane iz podravskih občin. Da preverimo, ali mariborsko gospodarstvo in občine zmoremo zagotoviti kupnino in se seveda prijaviti na dražbo. Letališče ni mogoče reševati le s potniškim, temveč predvsem s tovornim prometom, poudarja nekdanji mariborski župan. V preteklosti se je namreč zelo zavzemal za gradnjo logističnega centra Oreh, ki pa je praktično zamrl. Razmere sedaj to dopuščajo, pista je ustrezna, tudi ostali pogoji, tudi avtocesta, ki je blizu, manjka mogoče edino tisti kilometer, torej železnice, ki bi ga bilo potrebno potegniti letališča, potem ima seveda to letališče idealno pozicijo. Iluzorno pa je pričakovati, torej, da bi pa reševali to letališče na tak ali pa na drugačen način, kot se je to reševalo torej v zadnjih letih, da bi enkrat prišla ena firma, druga firma, ta prevoznik, oni prevoznik. Da je letališče veliko vredno samo, če ga podpira gospodarstvo, pa je prepričan tudi ekonomist dr. Rasto Ovin. Koliko vidijo priložnost v tej infrastrukturi, torej v letališču, koliko so se pripravljeni povezovati, to je sicer znan slovenski problem, ker so, rekel, ogrožena direktorska mesta in dobiti potem en tak logistični center bi pomenilo združevanje in tu do zdaj v Sloveniji nismo doživeli kakšnih premikov naprej. Kar dokazuje tudi to, da se že vrsto let vlečejo nerazčiščeni odnosi z državo, tako v zvezi z vlaganjem v posodobitev, kot v povezavi z uporabo letališke infrastrukture.